podobni sceni smo ljudje, a ne. V blokih živimo, v nekih kletkah. Isto je, izolirani drug od drugega. In recimo meni je bilo ful zanimivo, ko smo delali leta 2014 ali 2015, smo delali raziskavo o novih sintetičnih drogah na Drogartu, ker nas je zanimalo, kako so zdaj te nove droge prišle, takrat je bil ta mefedron, metilon, pač takrat se je to, takrat se je že malo umirilo, ampak smo probali za nazaj videti. Predvsem nas je zanimalo, kaj ljudje imajo od tega, ne, pa zakaj še vedno jemljajo te recimo nove droge, kljub temu, da je MDMA prišel nazaj, ne, pa tako, no. Ampak skratka, ena stvar, ki je bila tam zelo pomembna zame, je bila to, delali smo intervjuje z uporabniki in velikih je bilo mladih, ne, in pol, recimo, smo jih vprašali, kako pa to zgleda, ne, ko greste žurat, recimo na mefedronu ali pa na 3-MMC-ju, na sladoledu, ne. Rekla, se ta žur sploh ni toliko pomemben, veš, bolj je to, ko pol pač pridemo k nekomu domov, ne, pa se usedemo, pa damo pač sladoled na mizo, pa se ful pogovarjamo, ne, in se ful pogovarjamo in vse si lahko povemo in se pogovarjamo, ne. In takrat tisto je bilo meni res zelo pomemben, ker nekako mi je res kliknil, koliko te mladi ljudje zdaj, ali pa ljudje, koliko hrepenimo potem pri nekem pristnem človeškem stiku, a veš, ko imaš cajt, pa ko se srečaš, res, ko se odpreš in se srečaš, ne, in te substance, ko dejansko odpirajo, ko sprostijo, ne, spravijo ljudi v en zelo tesen stik lahko, ne, ko ga drugače brez substanc sploh ne znajo doseči. Prvič zato, ker nimajo zadost prostora za to, drugič zato, ker jih noben ni tega naučil, ker tudi starši sam divjajo iz enega konca na drugega, tretjič zato, ker so se otroci zelo navadili komunicirati prek socialnih omrežij zdaj, ne, face to face, so zelo anksiozni recimo, ne, in sploh nimajo izkušnjenega tega pristnega, varnega človeškega kontakta. In na patogenih substancah ga pa doživijo, ne, in imajo to izkušnjo. In tle vidiš, tle se mi je zelo pomembna, mi je zazvenela pač ta potreba, ne, ta potreba po pristnem stiku, ki jo res manjka, ker ljudje sploh nimajo občutka, kako je, če si z nekom res z odprtim srcem v enem res tesnem stiku, ne. Ampak, če je ta stik samo pod vplivom drog, to prinese s sabo lahko ful enih težav, ne, valjda, prej ali slej jih prinese. Prvič to, da se odpreš človeku, ko se mu mogoče drugače ne bi, a ne. Drugič pa to, da pač se drugače ne moraš, kakor s pomočjo substanc, in pa da pač prinese s sabo še vse ostale težave, ki jih ima uporaba substanc, ne.